Torej, lepo pozdravljeni na današnjem srečanju, dogodku. Kot največ vsi veste, bomo priča zagovoru doktorata kolega že dr. Matjaža Regovca. In sicer doktorata z naslovom Jungova podoba Boga med simbolnim in predsimbolnim. Naj nakratko predstavim tudi doktorsko komisijo. Z nami je docent dr. Mateja Prevec-Rozman, zaslužni profesor in somentor profesor Janez Musek in mentor profesor dr. Borut Ošlaj in pa moja malenkost dr. Sebastian Vrš. Naloga je bila strani komisije že pregledana in bila označena kot primerno za naslednjo stopnjo, torej za današnji zagovor. Zagovor pa poteka na naslednji način. Kolega Regovec bo na kratko, v 15 do 20 minutah, predstavil temeljne poante svoje naloge, na kar bodo seveda sledila vprašanja. Kandidat se pri tem lahko odloči za dve možnosti odgovarjanja na vprašanja. In sicer prva možnost je, da odgovarja na vprašanja sproti. To je opcija, ki jo izbere večina kandidatov in kandidatk. Obstaja pa seveda tudi druga možnost, kjer lahko kandidat si zapiše vsa vprašanja, si vzame nekaj časa za premislek in potem zaporedno odgovarja na vsa vprašanja. Predlagam, da v bistvu kolega Regovec po predstavitvi pove, kak način bi bil ljubši. Mislim, da sem več ali manj povedal vse, kar sem mislil povedati, tako da bi na tej točki kolega Regovca lepo prosil za krajšo predstavitev. Hvala. Pozdravljeni vsi. Preden začnem, bi samo kratko notico. Danes je mesec, ker nama je sestra umrla mama. In naj počiva v miru. Pred prvim zagovorom je umrl oče, pred drugim mati. Jungova podoba Boga med simbolnim in predsimbolnim je tema raziskovanja, za katerega sem želel narediti disertacijo iz filozofije, ker je to edini način, da se Jungova podoba Boga sploh lahko ovrednoti. In odkot naša tema raziskovanja? Podoba Boga se v novem veku od Descartesa naprej značilno pojavlja in začela se pojavljati v dveh dimenzijah. Eno je bila religiozna podoba Boga, ki je obstajala še naprej, in na drugi strani pa se je filozofska podoba Boga začela ubirati nove poti. Zlasti po smrti, tako imenovani smrti Boga pri Nietzscheju, so nastajali modeli podobe Boga pri različnih filozofih in med njimi je bila tudi Jungova podoba Boga, ki pa je bila zelo dolgo časa inkubirana. To pomeni, da je bila zaprta, izdelana, vendar zaprta v družinskem sefu in je svojo objavo doživela šele 100 let kasneje, torej 2009, skoraj 100 let kasneje od začetka pisanja Jungovega pisanja Rdeče knjige. Torej, raziskovanje se predvsem osredotoča na Rdečo knjigo, v kateri Jung ima metafiziko, za razliko od njegovih zbranih del, kjer metafiziko ukine. To pomeni, da je v njegovih zbranih delih imamo psihološki model in znotraj njega Boga več ni, temveč je to osebstvo, s katerim vzpostavi enačbo. No, v Rdeči knjigi je to malo drugače, tam noter imamo podobo Boga, ki je metafizična. Zakaj pa smo se lotili teme raziskovanja in kaj smo želeli doseči? Tu so pravzaprav tri izhodišča, ki so bila za nas zanimiva. Najprej je tukaj značilna praznina modernega oziroma postmodernega človeka in iz nje rezultirajoča promiskuitetnost. Torej ne samo spolna promiskuiteta, temveč tudi shopping, hitra konzumacija produktov in za katero se običajno skriva praznina.
v drugi raziskavi smo prišli do zanimivega rezultata, da je promiskuitetnost, da je odsotnost Boga v osebnostnem vprašalniku pri analizi osebnosti povezavi s promiskuiteto je bila postavka ne verjamem v Boga, torej njena korelacija je bila izjemna. Drugo izhodišče je raziskovanje etosa in dostojanstva, zlasti Ošlajevega etosa, raziskovanja etosa in Ošlajevega raziskovanja dostojanstva. Ošlaj je uvedel vertikalno pojmovanje etosa in dostojanstvo prepoznal kot nekaj, kar lahko nadomešča mesto Boga. Tretji razlog, zakaj naša tema raziskovanja, pa je fenomen jungovstva, ki je zelo nenavaden fenomen v 20. stoletju, s svojim značilnim nabojem, ki je nepojasnljiv, pravzaprav ustvarja neko atmosfero, ki je pravzaprav ne razumemo, in ki pomeni neko iskanje nečesa, neko navdušenje, neko mogoče tudi mestoma euforijo. Ali lahko fenomen jungovstva povežemo z Jungovo neosvobojeno podobo Boga, ki je pravzaprav, jungovstvo se razvijalo v tem času, ko ni bila znana Jungova podoba Boga. Na osnovi tega smo oblikovali raziskovalno vprašanje, ali obstajajo podobnosti med razvojem podobe Boga v postmoderni in oziroma drugomoderni filozofiji in podobo Boga v mistični tradiciji na eni, ter Jungovo podobo Boga na drugi strani. Naše orodje, torej, ko smo začeli raziskovati, smo bili soočeni s pomanjkanjem orodja in začel sem razmišljati o kogitu, kot ga je postavil René Descartes, pri čemer je ta njegov znani, cogito ergo sum ne pomeni samo misliti, ampak pomeni vse vrste kogitacij. In če gremo pogledati, kakšne kogitacije sploh obstajajo, potem pridemo do tega, da so to miselne, psihične, intuitivne in telesne kogitacije. V zgodovini filozofije se pokaže, da se pravzaprav ves čas že pojavlja zlasti intuitivni kogito, predvsem seveda v novem veku, od novega veka naprej, od začetka novega veka naprej. Psihični kogito, ki pomeni raziskovanje psihičnih podob, to se pravi čistih podob, kot so čustva, in tako imenovanih koaguliranih, strnjenih podob, ki so v obliki slik, bodisi iz sanj ali aktivne imaginacije, pa so se v filozofiji relativno dolgo, v novem veku niso pojavljali. Izjema je Brentano, Franz Brentano, torej njegovo delo Psihologija iz empiričnega vidika, na katerem je potem Freud tudi, ali pa iz katerega izhajal Freud, razvil psihoanalizo in potem Jung analitično psihologijo. Telesni kogito, pa tu je predvsem metafizika telesa, naprimer Merleau-Ponty, Ošlaj in potem zlasti ugotovitve kognitivne znanosti prehoda v 21. stoletje, tako imenovano strukturno parjenje, torej da človek pravzaprav ni nek avtonomen subjekt, temveč se ves čas na novo vzpostavlja, rojeva, nadgrajuje in spreminja v kontaktu z okoljem. In ta kontakt mora biti telesni za ta proces. Na drugi strani smo poleg kogita uporabili Ošlajev pojmovni aparat, tu so predvsem simbolno, predsimbolno in metasimbolno, diafora in celota biti, drugost ali alteriteta, formalni duh in realni duh, svetovni etos in razlika z etosom, torej z etosom v njegovem pomenu, dostojanstvo v postsekularnem kontekstu in pa Ošlajeva tipologija volje. Z analizo Rdeče knjige smo prišli do treh kategorij Jungove podobe Boga, in sicer predsimbolno, to pomeni vse nestrukturirano, še preden pridobi obliko, torej kot delovanje sile, ki nima še strukture, potem do
simbolnih elementov, to pomeni simbolizirani elementi, torej to so že podobe, ki imajo že neko obliko in ki imajo neko svojo dinamiko, in pa potem metasimbolni procesi, ki povezujejo to nestrukturirano pojavljanje Jungove podobe Boga in simbolne elemente Jungove podobe Boga. Predsimbolne elemente sestavljajo predvsem duh časa, potem duh globine in nekaj, kar smo sami poimenovali iniciacija psihičnih kogitov, potem pojav blaznosti, nezmožnosti in bolezni, potem najnižje in najneznatnejše, predmišljenje in poželenje ter pekel in zlo. Simbolni elementi Jungove podobe Boga vsebujejo junaka in njegovo smrt, izdobarja, moža z vzhoda, ki je bil pravzaprav Gilgameš, Jezus in njegovo, kot imenuje Jung, zlomljenje, Marija, mati in otrok, hudič, ter obliki podobe Boga, kolektivna ter individualna, ki je poimenoval Abraxas infames. Metasimbolni procesi, ki potekajo med nestrukturirano podobo Boga in strukturirano podobo Boga, smo jih identificirali v naslednjem seznamu. Združitev nasproti, prenos moči, ta prenos moči je predvsem iz junaka na individuacijo, na pojav individuuma, magija, ki je neka umetnost, kako dopustiti, da se v življenju nekaj zgodi, kot ti pravi Jung, božje rojstvo znotraj človeka in samopropagacija, kar smo poimenovali samopropagacija, torej, da se Bog skozi človeka na nek način uresničuje, ločitev sebstva od podobe Boga, celjenje človeka in njegove podobe Boga, individuacija kot metasimbolno pri oblikovanju nove, lastne podobe Boga, kogito kot metasimbolni proces, pozitivna svoboda kot metasimbolni proces oblikovanja individualne podobe Boga ter metasimbolno živetje, tako imenovane srednje poti, kot jo je imenoval Jung. Jungovo podobo Boga smo primerjali z nekaterimi drugimi podobami Boga v mistiki in postsekularni dimenziji postmoderne oziroma druge moderne. Tukaj smo se naslonili na mojstra Eckarta, na Angela Silesija in na novodobnega Willigisa Jägra. Potem smo proučevali podobo Boga pri Eti Hillesum, nizozemska judinja, ki je umrla v taborišču, Hans Jonas, Jean-Luc Marion in Ulrich Beck, ki ima lastno podobo Boga. Jean-Luc Marion ima Boga brez biti, Hans Jonas ima Boga, kolektivnega Boga, ki se je povnanil, on pravi, in da pravzaprav se izraža oboje kot dobro in zlo, ampak izraža se skozi človeka, ki naredi človek posameznik, ki opravi ali ne opravi določena dejanja. Toliko zaenkrat, no. Zaključki pa so. Prišli smo do ugotovitev, da Jungova podoba Boga vsebuje vse elemente, ki jih imajo tudi druge mistične ter postmoderne in druge moderne podobe Boga. Poleg tega pa Jungova podoba Boga zaradi svoje vrojene kogitološkosti. Tukaj je mišljeno to, da Jung je izkustveno prepoznaval podobo Boga skozi notranje potrebovanje, torej svojim kogitom. Torej, pri tem se ni toliko zanašal na teorijo kot na lastno izkušnjo. In ta zaokret navznoter pomeni, nudi globinsko razvojno perspektivo na razvoj podobe Boga pri postmodernem človeku. Implikacije glede duhovne vzgoje, torej Jungova podoba Boga je primer, kako bi lahko potekala duhovna vzgoja že iz otroštva ven, torej vzgajanje, ki ne bi bilo samo z miselnim kogitom, temveč predvsem z intuitivnim tudi, in nekoliko kasneje, ko pride do psiholoških kriz s psihičnim kogitom, torej z psihičnim delom na sebi, psihološkim delom na sebi. Potem celjenje praznine s pomočjo dela na sebi, torej praznina je indikacija za delo na sebi, ne samo v psihoterapiji, temveč v vseh dejavnostih, telesnih dejavnostih, ki jih počnemo z namenom
nekaj narediti sebe, možnost kontinuirane etične prenove in nege dostojanstva, torej dostojanstvo je treba obnavljati, torej občutek dostojanstva, kaj je človekovo dostojanstvo, kako vrednotimo človekovo dostojanstvo in nazadnje tudi možnost razvoja naravne odgovornosti. Tukaj je mišljeno predvsem, da to je že malo čez doktorat, dobro tega ni doktorat, ampak samo torej, s pomočjo telesnega kogita lahko vidimo, da narava, kar počnemo naravi, je tudi to, kar vidimo pravzaprav sami in ta povratna zanka s spremenjenim stanjem narave šele lahko povzroči drugačno zavedanje. Se pravi, ko gledamo naravo, kaj počnemo s planetom, se pravzaprav lahko spreminjamo tudi sami in takrat se še na podlagi dejstev, učinkov pravzaprav postane narava na nek način v tej vlogi svete naravne odgovornosti. Odlično, najlepša hvala. Naj samo tako pripomnim, da je naloga kar obsežna in zelo večplastna, tako da je kandidat presenetljivo, dobro in koncizno strnil celotno nalogo. Jaz sem mislil, da se bo fokusiral na kak del, ampak smo se dejansko sprehodili skozi celotno nalogo, tako da bi predlagal mogoče en vmesni aplavz. Tako, zdaj pa počasi prehajamo na drugi del, torej vprašanja. Mogoče bi kandidata samo vprašal, za katero obliko odgovarjanja se je odločil? Drugo. Ok. To pa v bistvu, torej za vsa vprašanja povem zapisati in pol gremo ven. Ni treba ven, ampak bom imel najprej vsa, pa bom odgovarjal. Aha, ok, če lahko tako. Lahko. V bistvu čisto si naj gremo skozi, ali prvo ena oseba pa pol? Vsi. Prav. Ok, bolj bi predlagal kolegico dr. Matejo Prevec Rozman, če lahko prvo zastavi vprašanja, ki jih je pripravila. Hvala lepa najprej za koncizno predstavitev, nazorno predstavitev. Pa morda kar preidem k vprašanjem. Nekaj smo reševali že sproti, mislim, da zelo uspešno, tako da sem z tega vidika zelo zadovoljna, pa vendarle bi v tej predstavitvi imela nekaj tako čisto konkretnih vprašanj. Namreč, eden od namenov dizertacije, kot pravite, je razložiti s pomočjo Jungove podobe Boga, ki jo lepo opredelite, tako skozi to analizo Rdeče knjige. Se pravi, sodobni ta eksistencialni vakuum, kot ste na začetku rekli, oziroma vi ste uporabili izraz praznina, kot tisto prvo izhodišče, kot eden od namenov vaše naloge, ki se pojavi pri sodobnem, postmodernem človeku. V nalogi konkretno sicer niste odgovarjali na to vprašanje, ampak zato bi ga želela tukaj postaviti. Kdaj se pojavi ta praznina, oziroma če gledamo zgodovino filozofije, kdaj lahko govorimo v tem kontekstu o pojavu te bivanske ali eksistencialne praznine, kateri so razlogi za to in ali se vam zdi, da je Jungov odgovor, se pravi njegova podoba Boga, primerna, da nagovori sodobnega postmodernega človeka, ki ima do vprašanja Boga spet nek specifičen odnos. To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje je morda s tem povezano, ali bi lahko pri poskusu opredelbe Jungove podobe Boga iskali vzporednice z Franklovo opredelbo Boga, ko govori o nadsmislu, vi tudi pišete o smiselnosti bivanja, v tem smislu, v tej povezavi, če lahko odgovorite.
Ja, morda to. Hvala. Okay, jaz sem držal. Okay. Pa zdaj besedo predajam profesoru Janezu Musku. Hvala lepa. Ja, jaz bi se tudi zahvalil za tak kratek, ampak obenem dovolj koncizen pregled tematike doktorata. Doktorat je namreč tako obsežen, da vsaka druga predstavitev po mojem ne bi ohranila tega videza enotnosti in celovitosti kot takšna. No, nekaj podrobnosti smo in tudi še bomo pa zajeli z našimi vprašanji. Pred temi vprašanji, preden zastavim svoje vprašanje, ki ga ne bo treba zapisovati, ker tisto vprašanje bom jaz dal v pisni obliki, bi imel eno aluzijo na pojem, ki me je spodbudil k temu in spodbodil. Namreč pojem praznine tega promiskuitetnega novoveškega človeka. Ampak to je aluzija, to ni vprašanje. To ni vprašanje. Jaz bi namreč povezal to praznino z neko praznino, ki se odpira v najnovejšem času, v času, ki je doživel neko revolucijo, ki še ni bila zadostno tematizirana. Jaz upam sam, da jo bom v eni od naslednjih knjig, da mi bo to uspelo, ker to je pa res pomembna zadeva. Namreč gre za praznino digitaliziranega človeka. Digitalizacija naše vrste je znana stvar in poteka tako hitro, da vseh razsežnosti niti ni mogoče opaziti. Ampak zgodila se pa je ena, in to zelo revolucionarna stvar, v generacijskem prenosu. Temu pravim generacijska revolucija. Do digitalne dobe je bil generacijski prenos trden v eni točki. Namreč v tem, da je starejša, prejšnja generacija bila zmožna odpirati naslednjo generacijo v vseh življenjsko pomembnih zadevah. Brez te podpore nova generacija ne bi mogla nadaljevati generacijskega prenosa. V novejšem oziroma najnovejšem času pa se to več ne dogaja, kajti v našem času nova generacija od tako rekoč zibelka naprej rešuje probleme, ki postavlja digitalni svet na način, ki ga starejša generacija ne obvladuje več. Nasprotno, nove generacije, najnovejše generacije, tako rekoč res od zibelke naprej, delujejo v svetu in rešujejo probleme tako, da jim starejši tukaj ne morejo veliko pomagati. No, o tem kdaj drugič, zdaj pa, da se vrnem na praznino. Praznina, o kateri je govor na kratko v tej knjigi, v tej disertaciji,
pa že prejšnji, točno, bo potencirana s praznino, ki jo ustvarja ta generacijska in hkrati digitalna revolucija. Tu se človek znajde v svetu, kjer mu starši več ne morejo predstavljati takšne opore, kot se je to dogajalo do tega časa. Zato mislim, da gre tukaj za nekaj zelo revolucionarnega, za nekaj, česar posledic še ne znamo dobro presoditi. No, zdaj pa k vprašanju. Čisto na kratko bi prosil, da bi se mogoče samo kakšna beseda o tem, kakšna pa je, brali in slišali smo o rdeči knjigi, kakšna pa je recepcija te rdeče knjige v sami Jungovi šoli, tradicionalni Jungovi šoli. Kolikor jaz tako na kratko lahko povzamem informacije, ki jih imam, ta recepcija ni niti enotna, niti posebno ugodna. Ampak gremo k vprašanju, ki je pa zdaj res vprašanje, ki bi ga jaz zastavil. Jaz ga bom zaradi vas, zaradi publike formuliral in artikuliral, ampak za kandidata pa bi bil tale tekst. Naj oprosti, ker bo pač poleg tega, da bo lahko imel priliko prebirati, ga bo tudi zdaj slišal. Eno od najpomembnejših vprašanj, ki se postavljajo v obsežnem Jungovem opusu, je vprašanje, čeprav ga on nikoli tako ne naslavlja, vprašanje popolnosti. To vprašanje se postavlja tako v Jungovem psihološkem opusu, zlasti, ko je govor o procesu osebnostne rasti, samopreseganja in kot to on najpogosteje imenuje sama, o procesu individuacije. Tu je Carl Gustav Jung nedvomno oblikoval koncept stremljenja k popolnosti, ki je eden od vrhunskih v plejadi psiholoških in filozofskih pojmovanj samouresničevanja in sorodnih pojmovanj. Tudi naš kandidat je v disertaciji na več mestih obravnaval koncept individuacije, ne nazadnje tudi v posebnem podpoglavju disertacije. In tukaj se kar logično lahko vprašamo, ali lahko v razvoju psihologije v času po Carlu Gustavu Jungu, še zlasti v teorijah in raziskovanju osebnosti, najdemo pojmovanje, ki jih na neki ravni lahko povežemo z jungovskim konceptom individuacije in z jungovskim pojmovanjem osebnostnega ideala. In prav to želim vprašati našega doktoranda. Kaj nam sodobna psihologija osebnosti lahko pove o optimalni strukturi osebnosti in kako bi takšno strukturo lahko povezali s konceptom individuacije? Da na kratko ilustriram, vsaka kultura ima predstavo o idealni, popolni ali vsaj zaželeni osebnosti in osebnostni strukturi. Pa vzajmo znanost na drugi strani, psihologijo, ki je najbolj poklicana k obravnavanju tega vprašanja. Kaj pa psihologija? Imam vtis, da je bila uspešna v identifikaciji najpomembnejših osebnostnih lastnosti oziroma osebnostnih dimenzij. Vendar pa je bila vsaj do nedavnega bistveno manj uspešna v oblikovanju znanstvene podobe zaželene osebnostne strukture. Z drugimi besedami, imamo dokaj jasno sliko temeljnih dimenzij osebnosti, nimamo pa vsaj do nedavnega jasnega znanstvenega ekvivalenta tega, kar številne kulture po vsem svetu in to že dolgo časa označujejo kot zaželeno strukturo osebnosti. Tisto, kar v vsakodnevnih oznakah, ki jih uporabljajo vse kulture, slišimo kot ta je v redu človek, ta je dober človek, ali pa nasprotno, ta ni v redu, ta ni dober. A so kakšni psihološki znanstveni ekvivalenti identifikacije te zaželene strukture osebnosti? Hvala lepa. Hvala. Zdaj pridem na vrsto moja vprašanja.
lahko kandidatu svetujem, da si mogoče naredi par zaznamkov, bom pa jaz tudi pustil ta list, kjer v bistvu so stvari malo bolj opisane, pa tako da lahko si mogoče s tem pomagam. Ok, torej v bistvu moje vprašanja bodo vezana na dva tematska sklopa in sicer sta oba vezana na neke centralne filozofske koncepte, s katerimi kandidat operira. Prvi sklop je vezan na kogito, oziroma na to, kar sam bi poimenoval proliferacija kogitov v tej nalogi. In sicer, Descartov kogito, v znanem kogito ergo sum, je verjetno znan vsem in velja za nekakšno zarezo, nekakšen dogodek v zgodovini filozofije. To se kaže med drugim v tem, da pač ljudje poleg vem, da nič ne vem, verjetno edini drugi citat mogoče poznajo še, ne, mislim torej sem. Ni nujno, da vejo vedno pravilno poimenovati avtorja, ampak slišali pa so za. To priča o tem dogodku z veliko začetnico. Torej, v bistvu, ko je Descartes razvil ta svoj znani argument, da v bistvu vse, kar je iz njega zasledilo, se je začrtala znotraj filozofije neka posebna smer. Tako da ima kogito neko težo. Za vsakega filozofa ima neko specifično težo. In kandidat v nalogi na nek način skuša argumentirati ali pa dokazovati, da obstaja vrsta drugih kogitov. To je ta proliferacija kogitov. Moja temeljna skrb med branjem tega je, da v bistvu to ni težko narediti na ravni besede. Lahko imenuješ marsikaj kogitov. Ampak zdi se mi, da je pri tem umanjkala neka filozofska utemeljitev, ki bi bila na ravni tega, kar je naredil Descartes. Torej, Descartov kogito ni kar padel z neba, ni rekel, kogito je to, ampak je v bistvu naredil neko specifično argumentacijo, neko samo evidentnost, ki se je zdela, wow, tle se je odprlo nekaj novega. Tako da v bistvu ta tematski sklop bi imel dve podvprašanja, oziroma dve vprašanja, dva podsklopa. Prvi je Descartes in kogito, torej kandidata bi rad prosil, da če lahko očrta, na prvi pogled zelo osnovnošolsko, ampak kot je Husserl rekel, v tej zelo preprosti gesti Descartesa se skrivajo globine, za katere lahko porabiš življenje, da jih raziskuješ. Tako da bi rad kandidata prosil, če lahko očrta na kratko, kaj je Descartov kogito in kje se kaže ta njegova prelomnost. Torej, zakaj je naredil tako veliko zarezo. To je prvo vprašanje. Drugo, s tem povezano vprašanje je vprašanje o teh alternativnih kogitih. Torej, o koliko kogitih pravzaprav govorimo. Namreč, poleg miselnega, psihičnega, intuitivnega in telesnega, najdemo v membo še vrsto drugih kogitov v nalogi, tudi individualnega, kolektivnega in tako naprej. Torej, kaj v bistvu je kriterij njihove diferenciacije? Kaj je tisto, kar jim zagotavlja neko ontološko samostojnost? Zakaj so ti kogiti v bistvu sploh kogiti? Ne? Spet, na ravni besede lahko rečemo za marsikaj kogito. Descartes je vedel za fantazijo, pa je ni poimenoval kogito. Tako da v bistvu, zakaj so to kogiti? In pa v bistvu, koliko je ta proliferacija v resnici koristna in kaj odzame? Ker neka lepota je bila v Descartovi preprosti formulaciji kogita. Tako da v bistvu s to proliferacijo se zdi, ok, marsikaj lahko poimenujem kot kogito, ampak po drugi strani, zakaj jaz pol ne bi še 7 novih kogitov odkril, recimo. Ok, to je prvi sklop. Drugi sklop se veže na pred- in pa metasimbol. In sicer tle bi imel eno predvprašanje, ki je vezano na odnos med kandidatovim pojmovanjem pred- in metasimbolnega in pa Ošlajevim pojmovanjem pred- in pa metasimbolnega. Očitno je iz naloge, da kandidat se v nekaterih ozirih strinja z Ošlajem, hkrati pa se v nekaterih ozirih od njega odmika. Tako da tu bi čisto na kratko samo prosil, da v strnjeni obliki, kaj so ta glavna stičišča in pa glavna razhajanja. Ok, potem pa v nadaljevanju imam spet dve vprašanje v tem tematskem sklopu. In sicer bom se pri tem nanašal na kandidatove orise simbolnega, predsimbolnega in pa metasimbolnega. Tega ni treba pisati, ampak samo na kratko v bistvu za ostale, ki so navzoči. Simbolno je v bistvu opredeljeno kot sredstvo za začasno premoščanje razlomljenosti, torej diaforičnosti človeka.
Problem tega živimo sicer v svetu simbolov in tako naprej, a ne? V raznih kulturnih oblikah in tako naprej in so koristne, ampak hkrati tudi potencialno problematične zaradi tega, ker postanejo toge. Naloga predsimbolnega je, da v bistvu nudi neko polje, kot to kandidat imenuje izvorne praznine, niča, čistega potenciala, kvintesence življenja, skratka nečesa amorfnega, kaotičnega in iz tega na nek način lahko črpamo to neko primordialno energijo, ki nam pomaga prevetriti simbolno. Potem je pa tu še metasimbolno, ki pa naj bi bilo nekakšna interakcija med predsimbolnim in pa simbolnim. Lahko bi gledali na to kot na nekakšno osvežitev simbolnega za predsimbolnim. Še vedno uporabljaš simbole, ampak čutiš neko živost, ki se pretaka skozi. Okay? To je samo tako, da čisto na kratko. Zdaj pa vprašanje. Prvo vprašanje je vezano na naravo predsimbolnega. Namreč zdi se mi, da v nalogi je prisotna neka tenzija, neka napetost. Po eni strani je predsimbolno opredeljeno kot polje nerazcepljene celovite biti. Ampak, če bi to veljalo, zakaj bi sploh prišlo do razpoke, do ekscentričnosti in diaforičnosti? Zakaj se celoten proces sploh začne? Pa tudi, če bi to prezrli, če prej pripoznamo obstoj neke take polje nerazcepljene, popolnoma celovite biti, ali ni to tako, kot je Hegel očital Schellingu, noč, v kateri so vse krave črne, kar pomeni, da iz tega lahko povlečeš karkoli želiš. In v tem oziru rešiš vsak problem, ki ti je pač problematičen, ker postuliraš nekaj, kar je čista potencialnost, in posledično v bistvu nima nobenega vsebinskega temelja. To je ena opredelitev predsimbolnega, druga pa je ravno, da je to polje ekscentričnosti, razkladnosti, razcepa, ampak če je to res, zakaj bi se pol vračali tja, da bi osvežili simbolno? In tle imam par citatov, od katerih bom prebral samo dva, da ponazorita v bistvu to napetost. Torej, glede prvega pojmovanja, da je predsimbolno polje razcepljene celovite biti, recimo kandidat zapiše, predsimbolno zato fungira v kontekstu nezlomljene, nerazcepljene in nerazdeljene celote biti, ki ima samostojno in drugačno dinamiko od tiste, ki jo ima lahko njen posamični del, to je človekova ekscentrična pozicionirana zavest. In pa drugo pojmovanje, diaforičnost je formalna duhovna zavesti, ki je hkrati tudi praznina zavesti, kajti ni še narejena, kar pomeni, da še ni simbolizirana in zato še ne simbolna in tako naprej. Skratka, več je takih opredelitev, ne bom tega bral naprej. Drugo vprašanje v sklopu tega pa je vezano na to prvo, torej tenzijo med pojmovanjem predsimbolnega, namreč kako se to navezuje na status božjega ali pa božanstva. Vprašanje je zelo preprosto. Ali obstaja božje ali božansko že v polju predsimbolnega, ali je to v bistvu samo nekaj, torej Bog, ki ga oblikuje človek. Kajti če prvo, torej če obstaja božje ali božansko v predsimbolnem, mar to ne omejuje človekovo svobodo, ustvarjalnost in s tem metasimbolnost, torej ravno to, kar naj bi bilo tisto, kar ustvarja Boga. In mar ni v tem smislu človek že odrešen po tej tihi prav podobi Boga in so nekatere podobe pravilnejše in ustreznejše od drugih. Torej ne grejo kar vse božje podobe skozi, ampak v bistvu na nek način človek ne ustvarja Boga. Bog se ustvarja skozi človeka ali drugače, Bog prihaja sam k sebi po človeku. To je ta prva. Če pa velja drugo, torej če je v bistvu božje zgolj in samo domena metasimbolnega, torej to ustvarjanje, ali to ne vodi v radikalni konstruktivizem in posledično relativizem, torej v nekakšen teološki anything goes. Vsak ima svojega Boga in tle smo pač pol v nekem nevšečnem precepu. To bi na primer izhajalo iz tega, ko zapiše, da človek je svoboden, da izdeluje lastne podobe, med drugim tudi lastno podobo Boga. Za prejšnjega nisem bral citata, ker je malo daljši, pa se mi zdi, da nasploh moje vprašanje že kar nekaj časa traja. Tako da, dva tematska sklopa, upam, da je vse zabeleženo, bom pa še dal tole dokumentacije zdaj. Naprej? A sem? Še? Še več. Samo manj nasledstvo. Ok. Torej, to so bila še moja vprašanja in pa še na koncu bi povabil mentorja, profesor dr. Boruta Ošlja, da še on zastavi svoje vprašanja. Hvala za besedo. Zdaj najprej, Matjaž, najno sodelovanje je dolgo trajalo. Ima, bi rekli, dolgo brado, moje v tem času že skoraj v celoti posibila. In v tem času sva iz nekega formalnega odnosa
ki je vezan na vikanje, prišla tudi na tikanje. In se začela tikati ob vseh vprašanjih in problemih, ki so naju pri tem doktoratu povezovali, vendar pa ne zameri, če glede na formalnost tega dogodka, zagovor za doktorata je nekaj vrste praznik mišljenja, ponovno preidem iz spoštovanja do tega formalnega dogodka na formalno obravnavo in temu spet vikal in ne tikal. Zdaj najprej tisto, kar ni bilo izpostavljeno, preden se preidem k samim vprašanjem, sem želel izpostaviti, ker kandidat v svoji predstavitvi na to ni nakazoval ali namigoval, da gre za, mislim se na njegovo disertacijo, tudi v določene mere za pionirski izdelek. Sam namreč ne vem, če kdo ve, naj me prosim dopolni oziroma popravi, da bi glede Jungove rdeče knjige na področju filozofije že nastalo kakršnokoli relevantno filozofsko delo. Po moji vednosti informacija kot prvi filozofski izdelek, ki si za temo, problem izbere filozofsko eksplikacijo Jungovega razumevanja Boga. V tem smislu vsekakor delo si zasluži čestitke in spoštovanje. Zdaj, govoriti o pojmu Boga ni ravno hvaležna tema. Giblje se pravzaprav na robu smiselnosti. Upam, da med vami ni nobenega pravovernega Wittgensteinovca, zlasti tistega izgodnjega obdobja, ta bi upravičeno lahko hitro vstal in zapustil takšen zagovor. Govoriti o Bogu, toda stvar je še hujša, govoriti o Jungovi podobi Boga, pa ni samo na robi smiselnosti, temveč je že na robu norosti. Zlasti z vidika filozofije, ki vendarle želimo o temah, predmetih, ki jih naslavljamo, o katerih razpravljamo, ki vendar želimo biti pri tem, kar se le da jasni, zavezujoči in pojmovni. Tukaj se pravzaprav tema skoraj v celoti izogiba temu, da bi jo bilo možno smiselno in pojmovno zagrabiti na način, ki bi ustrezal ustaljenim filozofskim standardom. Da kljub temu, kljub tej skorajšnji norosti ali pa temi, ki po eni strani se giblje na tej, po drugi strani norosti, je vendarle uporabljajoč zgodovino filozofije in tudi interpretacijo določenih vidikov te zgodovine, vendarle uspelo o Jungovi podobi Boga spregovoriti na način, ki si zasluži filozofsko pozornost, in če temu ne bi bilo tako, se verjetno danes tukaj ne bi srečali. Podariti, ko sem želel s tem kratkim navodnim nagovorom podariti, da je tema izjemno kompleksna, že dolgo nisem bil pri zagovoru kakšnega doktorata, ki bi bil v svoji substanci tako zapleten, kompleksen in izrazito večplasten, tudi znotraj filozofije večplasten. Toliko zelo na kratko, samo da si tudi tisti, ki verjetno tega dela še niste imeli v rokah, približno lahko predstavljate, da govorimo o tematiki, ki je lahko, če to velja za Descartov kogito, potem za to podobo Boga še toliko bolj, se lahko o tem pravzaprav ukvarjamo celo življenje in po vsakem branju takega dela se bodo porajala nova in drugačna vprašanja, včasih bolj kritična, manj kritična, bolj ali manj naklonjena, pač odvisno od tega, na kateri strani norosti in smiselnosti smo v tistem trenutku zadrževali. Vprašanje. Zdaj, moje vprašanje se bodo pravzaprav vse dotikala centralne teme, to je Jungove podobe Boga. Pri tem bom naslavljal vprašanja, o katerih pravzaprav še nismo govorila, in ki so se mi porodila v tem, ko sem ponovno bral ta doktorat, ker pa ga prebiral, celoti ga nisem še enkrat, ker sem še večkrat šel skozi. Ampak vsakič, ko gre človek skozi tovrstna dela, ja celo svoja lastna ali pa druga filozofska dela, se odprejo novi in drugačni vidiki. Vse vprašanja bodo polemične narave, diskutabilne narave. Prvo vprašanje je vezano na status reči na sebi ali stvari na sebi. Vemo, Kant je bil tisti, ki je prvi iz reči naredil filozofsko temo, rekoč, da reči na sebi ne moramo spoznati, Ding an sich. Fichte, ne samo, da ne moramo spoznati, tudi smiselno o tem, čisto v Wittgensteinovem pomenu te besede ne moramo smiselno razpravljati in govoriti. Fichte, ki si ga tudi na kratko, vendar temeljito v disertaciji predstavil, šel korak dlje in z te teme naredil celo škandal, in sicer v tem smislu, da je ta Ding an sich, stvar na sebi,
kot ti prevajaš, meni je bliže rečna sebi kot dihnazi, da je škandalozno celo izginil. Dobesedno poniknil, se razkrojil v sami strukturi jazda, ki postavlja samega sebe. Zdaj me zanima, na osnovi to vrstne interpretacije razumevanja Ding an sich pri Kantu in Fichteju, ali je podoba Boga pri Jungu reč na sebi. Ali on, če bi to vprašanje, ki si zdaj njegov advokat, ali bi on na vprašanje, ali je podoba Boga, tako kot jo sam raziskuje, ali je pri njem Ding an sich. In če je, kaj upravičuje, na kak način je možno nasebnost Boga kot reči dokazovati. To je bilo prvo vprašanje. Je bilo razumljivo? Drugo vprašanje. To je vezano na nek Jungov citat, ki si ga potem tudi v nadaljevanju se opravičujem, ki ste ga. Dokaz ste se vendarle prišla na ti in je ta ti potem postavil na nek način samo umeren. Kada na nekaj mestu citirate Junga na strani 299 natančno, kjer Jung pravi ozdraviti se od Boga kot naše najbolj boleče rane. Skratka, Boga sam Jung razume kot rano, naš odnos do te rane pa implicira v naši drži do njega tudi neko zahtevo, da se od tega Boga ozdravimo. Jasno, že v tej dikciji sta na delu dva pojma Boga, tudi tega bi prosil, če mi razdelate. Tisto, kar me pa vendarle bolj zanima, je neka komparacija, neka primerjava z neko Heglovo tezo, ne vem, če sva o tem govorila, jo bom vendarle tukaj izrekel, ki je na videz zelo, zelo podobna. Hegel je v svoji interpretaciji starozaveznega mita izgona iz raja. Ta mit, oziroma konsekvence tega mita, torej sam izgon iz raja, primerjal z rano. Podobno kot Jung. Samo razumevanje te podobe Boga povezuje na določenih mestih z rano, z bolečino in tako naprej. In sicer pravi, erkennen halt die Wunde, die es selber macht. To pomeni spoznanje, zdravi rano, ki jo samo ustvarja. Drugače rečeno, spoznanje je rana. S tem, ko spoznamo, s tem, ko, če se vrnemo na starozavezni mit, s tem, ko človek ugrizne v drevo spoznanja dobrega in hudega, spozna. In to spoznanje je neka elementarna rana, ki pravzaprav sproži celotno zgodovino človeštva oziroma celotno dialektiko, ki jo potem Hegel v najbolj strnjeno seveda razdela v fenomenologiji duha. Toda ta rana, ki je sprožena za samim aktom spoznanja, se zdravi skozi to spoznavanje samo, ki je to rano ustvarjeno. Takrat spoznanje je hkrati rana in hkrati terapija te rane. Zdaj me pa zanima pri tej komparaciji, kot razmislek, ali tukaj vidite med tema dvema oblikama rojstva Boga na eni strani pri Jungu in rojstvom spoznanja na drugi strani pri Hegelu, kakšno povezavo. Oba namreč bodi si spoznanje, bodi si Boga razumeta hkrati kot rano in po drugi strani od nas terjata, da to rano premagamo. Pričemer pri Hegelu vemo, da te rane nikoli ni mogoče premagati, oziroma je samo absolutno spoznanje je zgolj uvid v samo strukturo te rane. Sprehajanje po tej rani na tak način dobiš v svojo oblast in ta rana potem ne bi več tako bolela. Absolutno spoznanje, ker na nek način, tega si se ni formuliral na tak način, absolutna rana. Skratka ta zveza, ozdraviti se od Boga kot naše najbolj boleče rane in pa spoznanje kot rana. Tudi to spoznanje kot rane je pri Hegelu seveda vezano na Boga. Bog ima tukaj prste vmes, mogoče se znotraj klasične eksegeze, nekateri ne bi strinjali, tudi znotraj filozofskega branja tega mita je s to rano in s tem spoznanjem povezano tudi nekaj božjega. To vprašanje je seveda nekoliko bolj kompleksno, ampak v osnovi je razumljivo. Še zadnje vprašanje. To je povezano na vašo napoved, na nek način pričakovanje znotraj zaključka, natančno na strani 333, zapišete. Jungova podoba Boga kot osnova za nadaljno izgradnjo filozofske postsekularne podobe Boga. Ker predpostavljate, da je ta podoba Boga, potem ko ste jo na že doslej nagovorjene načine razdelali v disertaciji, nam lahko pomaga pri nadaljni, to je vaša formulacija, pri nadaljni izgradnji filozofske postsekularne teorije ali podobe, v tem primeru podobe Boga.
vprašanje je relativno preprosto, kaj pravzaprav ta izjava, ta napoved, to pričakovanje glede moči te vidnostne podobe Boga pomeni. Kaj to pomeni? Ali je podoba, ki ni nič jasnega, ki ni nič neprotislovnega, ki ni nič egzaktnega, zlasti pa podoba Boga v vsej njeni notranji individualnosti, sebstvenosti pri Jungu, sploh lahko osnova za izgradnjo česarkoli, v smislu nekega napredovanja, zlasti pa osnova za izgradnjo nekega filozofskega koncepta. Delam vprašanja, kakšno vprašanje? Ne, še. Bom proti seboj. Hvala. Prav, torej, zdaj smo dali na plano vsa vprašanja, torej kandidat, čeprav razumem, ne rabi. Ne, bi kar... Bi kar, če odgovore, pa če bo slučajno karkoli, se še lahko dopolni strani posebej, ki je postavila vprašanje. Ok, bolj pa predlagam, da kar začnemo. Prvo vprašanje je bilo kolegice Mateje glede praznine. Kdaj lahko govorimo o praznini, kakšni so razlogi za to praznino? Ta praznina seveda ni fizična praznina, ta praznina je dveh vrst, ki jih lahko opazujemo izkustveno, Izkustveno jih lahko opazujemo kot psihično praznino, kot odsotnost čustvovanja, na drugi strani pa jo lahko opazujemo kot duhovno praznino, in sicer kot odsotnost pomena, kot odsotnost življenjskega pomena. To se pravi, oba pomena sta precej skupaj, oba vidika praznine sta precej skupaj, opazujemo jih izkustveno pri delu na sebi, naprimer v praksi psihoterapije, pa tudi recimo v praksi borilnih veščin, pa seveda v pogovorih. Torej, ti dve praznini se pojavljata, ti dve vrsti se pojavljata izkustveno, so opisani tudi v literaturi. Zanimiv je v tem kontekstu peti prstan, pri borilnih veščinah na vzhodu, torej ta peti prstan je prazen. Torej, praznina ima izjemno močan potencial, je hkrati začetek in konec nečesa, iz česar lahko vznikne novo življenje, novo spoznanje, nova dejavnost, nova odločitev. V tem smislu je praznina povezana s predsimbolnim. Zdaj, s vprašanjem smiselnosti, ker kada govorimo o praznini, o nekem vakumu, se pravi na duhovni in pa psihični ravni, kot ste rekli, ne na telesni, ker zdaj trenutno te praznine ni, ampak je preobilje, ali ni morda preobilje vsega tega materialnega, tisto, ki vodi v to praznino, ali ni preobilje tudi odnosov, ki so instantni, recimo, ki so hitri, ki so virtualni, eden od razlogov, ki vodi v to praznino, in ali ni umanjkanje prisotnosti podobe Boga, zdaj ne bom rekla Jungove podobe Boga, ampak tako, podobe Boga pri sodobnem postmodernem človeku kot eden izmed razlogov za umanjkanje oziroma za povzročanje te praznine eksistencialne oziroma tega vakuma, ali ni morda drobitev družbenih vlog eden od razlogov, morda v tej smeri, tako če lahko razmišljate? Obstaja en element, ki je v nekaj podobah Boga, zlasti pri Hillesu in je tudi v mistiki, ampak na drugačen način, zlasti pri Hillesu in Jungu, in to je dialoškost podobe Boga. To se pravi, ravno s pomočjo dialoga, ki je notranji. Bog je lahko oseba, Bog tudi lahko ni oseba, lahko je kakršnakoli druga podoba, s katero komunicira, lahko je glas, lahko je podoba iz sanj, s katero vzpostavlja notranji dialog, poskuša dobiti notranji dialog, in v tem procesu, ki ga je odkril Jung z aktivno imaginacijo, se pravzaprav funkcija podobe Boga izkaže kot način, da se premaguje ta praznina. Torej, tudi molitev, ampak tudi aktivna imaginacija
Torej, različne so poti, ampak v vsakem primeru zaokret vase in začeti na nek način ta notranji dialog, včasih seveda samo šele strokovno pomočjo. Če ni učila babica nagovarjati, pa govoriti, tudi če ga ne vidiš, je še vedno tam, zaupaj, da je tam, poskusi nekaj reči. Se pravzaprav učimo dan danes s pomočjo dela na sebi, skušamo najti dialog z notranjostjo. Zdaj, ali je zdaj to, kaj je zdaj ta vir, je vprašanje. Ampak se mi zdi, da tu je res pomembno pomanjkanje duhovne vzgoje, torej da se že otroke ne uči o izpraševanju, malce bolj o izpraševanju navznoter, recimo risanje podob, risanje fantazij, otroška fantazija, da jo nariše, da se pogovarja, da kaj pa zdaj rekel ta šofer tovornjaka, ki si ga narisal, kaj ti govori, torej da se začne ta notranji dialog že bolj zgodaj, s tem se preprečuje pravzaprav praznina in zdaj izkustveno se izkaže, da je ne moramo nafilati. To bi bila potem definicija promiskuitete v tem razširjenem smislu, ne samo konzumacija spolnosti z neznanimi ljudmi, ampak tudi hitro potrošništvo, prenajedanje, hiter način življenja, površinskost, vertikalnost se zdi, kot da je ta rešitev, torej iti malce bolj v globino, zaokretno znotraj, to, kar je tudi Jung naredil in kar je vsebovano, zlasti v Jungovi podobi Boga, pa tudi Eti Hillesum. Ona je po nesreči ali pa ne po nesreči to odkrila, ko je delala s psihoanalitikom, ki je tudi delal z navzborilnimi veščinami, malo sta govorila, malo sta delala borilne veščine, ampak ona je začela pravzaprav v sebi odkriti, pravi, v meni je nastal, v meni žubori globoki zvir. Torej, ona je imela to komunikacijo z nečim, kar je poimenovala Bog, s podobo Boga, ki je pomagala pravzaprav vse do smrti, ko so jo sežgali v Auschwitzu in je pisala ta dnevnik, se tudi je v slovenščini Prekinjeno življenje se imenuje. Pravzaprav neverjetno, kako je v tem notranjem dialogu pravzaprav ona sebe osvobojala, ni pustila, da pade v praznino. Kar nas vodi k tej drugem Franklu, taborišče tudi, Torej, on je hodil po taborišču in on si je pomagal tako, da je z nekim notranjim dialogom, naprimer, sestavljal svoje predavanje, ki ga bo imel po vojni. Se pa opravičujem, jaz sem pozabil, kaj je ta nadsmisel pri njemu. Če mi lahko malo pomagate, kaj je ta nadsmisel. Ne vem zdaj, nisem ga dolgo bral. V končni instanci, on imenuje, se pravi, ko govori o smiselnosti življenja, pomeni, da lahko človek najde smisel tudi v najbolj nesmiselni situaciji, recimo izhajajoč iz ujetništva, sam je bil v koncentracijskem taborišču, se pravi, v situaciji, v kateri se ni znašel po svoji krivdi, v kateri se je znašel zaradi spleta okoliščin in iskati smiselnost v brezsmiselni ali pa nesmiselni situaciji je ena hkrati v sprejetju. V sprejetju situacije, ki je človek ne more spremeniti in v zavzetju distance do te situacije. In pri tem pomaga tudi naslonitev na nek smisel, ki je pa lahko za vsakega človeka nekaj posebnega, nekaj individualnega, od neke naloge, ki jo mora narediti, neke pomembne naloge, od recimo misli na ljubljeno osebo, to je recimo njemu konkretno pomagalo, misli na ženo, ne glede na to, je imel to zagotovost, ali je živa ali ni, ampak pri ljubezni ta komponenta niti ni tako pomembna. In pa ob naslonitvi na nekaj, kar kot nadsmisel presega vse te končne smisle, ki si jih v tem življenju postavljamo, ki jih imamo, in osmišlja vse te majhne, če rečemo, končne smisle. In to v končni instanci on imenuje Bog. Zdaj ta nadsmisel ali Bog. No, moje vprašanje je bilo, če bi lahko našli vzporednice pri Jungovem pojmovanju Boga in tudi, ko govori o nadsmislu s tem Franklovim pojmovanjem, ali tega niste raziskovali oziroma... Predvsem v dialoškosti, v notranjem dialogu z svojo notranjostjo. Ne bom rekel z nezavednim, ker bom pojasnil tudi zakaj pri Sebastianovem vprašanju. Hvala na vašem odgovoru.
Janek, občutek praznine novoveškega človeka, revolucija. Torej, telesni kogito, nekaj, kar sem imenoval telesni kogito, torej, ali obstaja ego, torej jaz, občutek jaza tudi na telesni ravni, torej, ali je ta jaz zdaj celotno telo, ali so to samo oči, ki gledajo ekran. Odziv na aluzijo. Kakšna je recepcija rdeče knjige v tradicionalni Jungovi šoli? Bi rekel, da zelo previdna, zato ker ruši pravzaprav jungovski model psihe. Problem je v tem, da so arhetipi v jungovskem modelu analitične psihologije predstavljeni kot psihične entitete. In problem je seveda, tudi če bi spet razložil proliferacijo kogita, bi lahko prišli do tega, da pravzaprav nekaj, kar je v osnovi ne pripada psihi, a ne je v jungovskem modelu. In če razmislimo Jungovo podobo Boga, pridemo pravzaprav do tega, da pravzaprav je ta duh oziroma Bog, ki je ujet, a ne v jungovskem modelu, je pravzaprav tudi na nek način se mora osvoboditi. No, Ni stvar psihologije. Ja, ampak tam nekje do rdeče knjige, ki v Jungovem opusu obstaja šele od nedavnega, je bil, ne moremo reči, da Jung ni ustvaril podobe Boga, nasprotno, kakor vem, je v polemiki s svojimi kritikami opozarjal na to, ne. Ampak to se je končalo pri tej vaši formulaciji. Obstaja arhetip Boga. Zdaj pa, kaj je pa za tem arhetipom, ali ga tako pojmovati tako kot entiteto, ne, kot je Jung naredil to v rdeči knjigi, ali ne, je pa druga stvar. Tako da tu mislim, da ne bi, da bi šli kar naprej. Koncept individuacije ste vprašali? Ja. Koncept individuacije v povezavi z Jungovo podobo Boga. Ne. Čisto, V povezavi z konceptom individuacije lepo ilustrira Jungov, en drug Jungov tihi koncept, to je koncept popolnosti. In pri tej popolnosti sem jaz pomislil na empirične psihološke teorije osebnosti in osebnostnih lastnosti, tako kot imamo recimo empirično podobo, kaj se vem, recimo ekstravertnosti in nasproti introvertnosti na podlagi korelacij med določenimi načini obnašanja. Manjka pa nam, oziroma psihologija se je do nedavnega obnašala, kot da so te dimenzije nekaj samostojnega, nekaj, kar ne korelira med seboj, in na ta način nikoli ni uspela ustvariti enega znanstvenega ekvivalenta superdimenzije, dimenzije, ki te dimenzije povezuje in ki bi po tej predstavi lahko predstavljala znanstveni koncept popolne, ali pa ne toliko popolne, kolikor zaželene osebnosti, govorim na empiričnem nivoju. In to pa je res nekaj, kar se je zgodilo pravzaprav šele pred nedavnim. Kaj pridobimo z individuacijo? Zakaj je to blizu popolnosti? A je to prilagojenost na okolje? So to osebnostne lastnosti? Je to velikih 5 dimenzij osebnosti? No, ampak ko smo že pri velikih 5, kaj bi na osnovi teh velikih 5 lahko rekli o idealni osebnosti? Bolj bi rekel v tem empiričnem smislu, tako kot je, kot sem rekel, ne, v vseh kulturah. To je odličen človek. Torej, čustvena stabilnost, vestnost, sprejemljivost. Ja, to so te dimenzije, ampak imamo še kaj v najnovejši psihologiji, kar... Ja, torej,
potem sta še dve veliki dimenziji, ki sta stabilnost in plastičnost, Ja. ampak ti dve še ne pojasnita, še vedno sta to dve dimenziji. Ne? Ampak te dve, v bistvu problema je v tem, ali te temeljne dimenzije osebnosti, ali so res, tako kot je skoraj dogmatično psihologija zatrjevala, ali so res samostojne, ali niso samostojne, ali korelirajo med seboj. Torej, tudi korelirajo med seboj. Korelirajo. Tudi korelirajo med seboj. Imajo skupni faktor. Ja, in kaj je ta skupni faktor? In do tega je prišlo šele zdaj koliko? Ja, 8 let. 2007 recimo. 7, no, 2015 je bila objavljena tudi knjiga, ne? 17. 17, ja. Torej, generalni faktor osebnosti, ne, ki pomeni neko maksimalno sposobnost prilagojenosti na okolje, oziroma raven, neko maksimalno raven, stopno, koliko je posameznik prilagodljiv na Ja, okolje. In to je faktor, ki očitno fungira izza stabilnosti in plastičnosti. Ja, s tem, da sta tudi ti dve verjetno povezani med seboj, ker če je velikih 5 nepovezanih med seboj in če je tukaj en skupen imenovalec, ta generalni faktor osebnosti, potem imamo nekaj končno. Ne. No, samo še link, če lahko. Ja, Prosti. link. Link z individuacijo. Zdaj, kaj je individuacija? Ne pomeni biti narcisistični individuum, ampak nekdo, ki dobro funkcionira v kolektivu in ki ga kolektiv prizna kot nekoga, ki nekaj da kolektivu in ga sprejme. Veste, ljudje v svojih presojah imajo občutek za to, ker ko sva že začela govoriti o generalnem faktorju osebnosti, je pravzaprav, če se vprašamo, kaj pa je ta generalni faktor osebnosti, kako bi ga na kratko opisal, ampak malo bolj natančno in malo bolj objektivno kot zgolj, ne, to je dober človek, to je tam dober človek in tako naprej. Strokovnjaki na tem področju govorijo zelo pogosto govorijo o socialni in postavljajo v prvi plan socialno kompetentnost take osebnostne strukture. No, jaz bi tudi se ne obotavljal kratko malo reči o osebnostni kompetentnosti. Se pravi, da gre za povezavo recimo na nivoju teh 5 velikih, a ne, glede introvertnosti in ekstravertnosti tukaj ni rečeno, da bi bili potrebni da je bilo potrebno kakšno ekstremno obnašanje, ker najdemo sprejemljivo obnašanje na eni in na drugi strani, ampak glede emocionalne stabilnosti, glede vestnosti, ne, in tako naprej, tam pa bi lahko rekli, ne, da sta sprejemljivost in pa vestnost, da morata nujno biti izraženi. Hvala lepa. Mislim, da je bilo več kot dovolj povedano. Še nekaj, no, ker se bojim, da mogoče tisto, kar sem prej rekel o tej generacijski revoluciji. A veste, težko je, ker smo vajeni čisto drugače razmišljati o generacijskem prenosu, razumeti, ne, zakaj današnja starša generacija nečesa ni sposobna. Enostavno zato pomagamo si z eno kratko ilustracijo. Kaj današnji starši nimajo česar, kar so pa prejšnji starši imeli v odnosu do svojih otrok? Niso kompetentni na nekem življenjsko pomembnem področju. Današnji otrok od zibelke, tako rekoč, nosi več kompetence za digitalno stvarnost, bom tako rekel, kot njegovi starši od samega začetka. Se pravi, do nedavnega so starši bili na vseh življenjsko pomembnih področjih nadmočni otroku, od nedavnega pa ni več tako. Nasprotno, današnji otrok je nadmočen svojim staršem v neki zanj in zanje življenjsko pomembni aktivnosti. In potem se lahko seveda sprašujemo naprej,
digitalizacija na eni strani blagoslov, na drugi strani je pa seveda velika past, kot vidimo. Kako pa naj otrok pri svojih zmožnostih in kompetencah presodi in ravna za to, da bo ta digitalni svet njemu in okolici in celotni družbi v prid, namesto tega se on odloča za nekaj drugega. Ne po svoji krivdi, kajti ta svet se mu predstavlja in ga lovi tudi v čudne pasti. In če pogledate, kaj današnja mladina v svojem dialogu z digitalno stvarnostjo dobiva od te digitalne stvarnosti, so nasveti, če smo že, kar nam bo bliže, recimo pri psihoterapiji, so katastrofalni nasveti. Katastrofalni nasveti, ki namesto, da bi reševali ali pa usposabljali človeka, da rešuje svoje probleme, ga božejo ali pa poglabljajo njegove probleme. No, zdaj sem že pri drugi temi. Lepo, hvala. Najlepša hvala. Descartes in Cogito. Torej, meditacija, njegove meditacije, ki so tudi ime dela, ampak njegova je bila meditacija. Torej, zakaj sem, zakaj obstajam, kaj je tisto, zaradi česar obstajam. In seveda ta končni produkt je bilo, zato sem, ker Cogito. Torej, to se mi zdi res taka temeljna ugotovitev, torej ne obstajam, torej še vedno obstaja tudi Bog, ampak jaz obstajam zato, ker kogitiram. Torej obstaja jaz. In to se mi zdi res bistveno za razumevanje Cogita, da ne obstaja kar od nekod, ampak je bilo to neke vrste rojstvo jaza, rojstvo ega. Torej, zato obstajam, ker mislim, intuitiram, čutim, zaznavam, vidim. In to so kogitacije, ki so Cogito in so funkcija nosilca. Te kogitacije niso prišle z Marsa, te kogitacije so vedno povezane z nosilcem in ta nosilec je ego ali jaz. Tako jaz razumem Descartov ego in Cogito, ki pa je seveda takoj pomenil, da je Descartes je tudi omejil, ugotovil je, da je substanca ta, ki razmišlja, drugačna od tega, kar je okrog, tako imenovana razsežnostna reč. In da je ta reč, ki razmišlja, kar jaz imenujem njegov Cogito, ločena od te druge substance, v katero spada tudi telo in celoten svet. In to je za mene rojstvo ega. To je bilo rojstvo ega. Rojstvo jaza, po slovensko. Prej gremo na naslednje vprašanje, bi samo mogoče to povedal. Pač ta lepota Cogita je ravno v tej misli, da če se znajdeš v primežu dvoma, ki je sodobnemu človeku zelo dobro znan, na neki točki prideš do tega, da ne glede na to, koliko dvomiš, o čemerkoli eni stvari ne moreš dvomiti, namreč da dvomiš. In dvom je pač specifična oblika mišljenja. Zakaj to izpostavljam? Zato, ker je v odgovoru že bilo na nek način podtaknjeno to, kar je tema naslednjega vprašanja. Namreč Descartes eksplicitno pove, da je vezava njegovega dostopa do jaza, sodobnega jaza, kot je bilo pravilno, skozi misel, skozi mišljenje, ne skozi občutke, ne skozi hotenja in podobne kogitacije, kot so bile poimenovane. Tako da on koncipira Cogito kot zelo, zelo specifično pojmovanje. Kot miselno dejavnost, s pomočjo dvoma. Tako. In to je tisto, kar na nek način prvič ustvari neko lepoto, zaradi tega, ker v bistvu, mislim, s čimer naj se bojujem zoper dvom in tle najdeš neko oporišče, kot on pravi, svoji nogi, končno. Ampak tudi za neko specifično ceno. Ta lepota je pač vezana na mišljenje, na misel in s tem se odpre nek horizont delovanja. Ok, človek kot misleče bitje, tu imam svoj temelj, kaj zdaj lahko naredim s tem.
Zdaj pa, ne? Kako pridemo do Proliferacije kogita. ali pa pluralnosti. Pluralnosti, sej tudi fajn beseda, ker lahko zveni zelo čip, ne, po eni strani, zakaj zdaj, kot si rekel, toliko kogitov in potem je še primarni in sekundarni, a se bom še enega zmislil. Torej, kaj jih utemeljuje, a ne? Tako. Kaj jim daje osnovo in pa zakaj so to kogiti? Torej, jaz nisem vedel, kako naprej, a ne, mene je prepričal šele Fichte. Torej, Fichte je pač izrazil eno drugo čudo za mene, ki je bilo, torej, jaz sem takrat, ko sebe postavim predse. In tukaj ni bilo nobenega dvoma. In očitno je spet, gre za neke vrste kogitov na rekovajih, ker je funkcija njega samega. V istem momentu, podobno kot Descartes, on sebe začuti, ko sebe postavi predse, se pravi, spet je jaz, a ne, kot subjekt, torej rojstvo subjekta, a ne, začetek novoveškega dualizma, razcep, kartezijski razcep, ki pa je seveda drugačen potem pri Fichteju. In seveda ta pot se mi je zdela predvsem drugačna od Descartovega, ker ni puščala dvoma, ravno ker ni puščala dvoma. Torej ta prepričanost, a ne. Če sebe postavim zjutraj, potem bom, če pa ne ostanem, pa ostanem v depresiji. Nekako tako. Ja, čeprav pri Fichteju. Ja, dobro. Okay. In kako pol to vodi do zdaj mnoštva kogitov? Sedaj, se pravi, intuicija, intuitivni kogito, pravzaprav, če pogledamo v zgodovino filozofije, zlasti novoveške filozofije, je ogromno govora o intuiciji, o tem, kako doživljamo intuicijo. Kaj pomeni intuicija, ne? In seveda ta intuicija je zdaj v novoveških metafizičnih razmerah, da tako rečem, v okviru kartezijskega razcepa postane vezana na jaz. Ne, jaz je tisti, ki intuitira. In seveda to ne more biti miselna oblika, in še zmeraj je isti jaz, ampak to ni njegova miselna oblika, očitno je drugačna participacija v nečem, da nekaj zaslutim in tako pač vem, da je. Skratka, postopoma se odpirajo nove spoznavne možnosti, s tem sloji tega, kot se spravim, intuitivni kogito. Prosim, ne mi zameriti, intuitivni kogito. To je pač izraz, ki je. Ja. Zdaj pa, kaj pa je ta psihični kogito, kako pa psihični kogito razložiti? To je pa bilo nemogoče, dokler nisem prišel do tega članka Davidsona, a ne, ki skuša razložiti kalifornijski filozof med miselnim funkcioniranjem, med razložnim, med smislom, torej razložiti nekaj s pomočjo kompleksov, s pomočjo pojmov in na drugi strani pojasniti neka iracionalna dejanja. Medeja je ubila svoje otroke, ker ni mogla drugače. In to pa ni več dejanje, ki ga lahko opredelimo na podlagi razmišljanja, pojmov, nekega obrazložnega smisla, temveč je v zadnji očitno nek vzrok. Zdaj, ta vzrok je potem se razvijal v psihoanalizi, v zgodovinskosti. Torej, da ima pač vsak človek neke svoje psihične razloge, zakaj tako deluje, čeprav ne ve točno, zakaj tako deluje. Zakaj se veseli določene zadeve, zakaj je užaljen na določene zadeve, zakaj mu nekaj ne paše, mogoče je bil podkrajšan, mogoče je bil kdaj ustrahovan. In tukaj noter imamo celo paleto, ki jo je psihoanaliza naslovila, predvsem freudovska, pa tudi jungovska na nov način. In se vidi, da tam noter razumeti te psihične podobe iz sanj, naprimer, ki jim jaz pravim strjene, ali ko govorite, imajo substrat. In tudi čiste psihične podobe, veselje, žalost, torej čustva, je pa treba spet zaznavam z enim drugačnim aparatom in ta ego, ki je še vedno isti ego, ampak ima očitno sposobnost, da to razume na psihičen način, torej da neko podobo iz sanj razume v kontekstu zgodovinskosti, da je ta podoba iz sanj hkrati povezana z otroštvom in sedanjostjo.
Torej, da je ta celoten zgodovinski prerez, in to sem poimenoval, to prepoznavanje, oziranje, podob sem poimenoval psihični kogito, ker še vedno jih dela ego. Mogoče z terapevtovo pomočjo, mogoče tudi s kogarkoli, ampak ponovadi je treba delo v paru. To ne vemo, zakaj ne. Vemo, da pomaga delo v paru, ne vemo pa, zakaj pomaga. Mislim, to še nič ne odgovori, ne. To še ni odgovor, to je samo ugotovitev. Ja, vse v bistvu, da razumem tudi v bistvu, kako je pol opredeljen telesni ego. Moj temeljna poanta vprašanja je bila v nekem smislu morda spodbuditi uvid v to, da recimo so vsi ti kogiti, ki na terminološki ravni delujejo kot da dejansko so povezani, v resnici kot od točki v širnem oceanu, za katere v bistvu ne veš, na kak način so medsebojno povezane. In človek začne pri enem, Descartu, in v bistvu pol pozna tega, vidi drugega, ga poimenuje na podoben način, ampak brez upoštevanja, da če bo prenesel druge stvari tja, se mogoče popolnoma sesuje to, kar je spoznal na tem otoku. Torej v bistvu kogito, Descartov ego se sesuje ob proliferaciji marsikaterega. Tako da polje vprašanje, a še vedno lahko ego, ker na tej točki se pa uporablja ego že v psihoterapevtskem oziroma psihodinamični tradiciji, ki ima drugo razumevanje ega. Zakaj se sesuje? Zakaj? Ja, zaradi tega, ker v bistvu njegov ego je ravno miselni ego, ki je enovit v tem, ko misli. Vse ostalo je... Ne, mislim, zakaj je treba izključiti, to da razumem. Razumem. In tudi sam načeloma ne bi temu oporekal, ampak bi samo rekel, da v bistvu v tem oziru bi pa bilo pomembno poznati, na kak način so ti v točki medsebojno povezani. Za nadredno, očitno je neka nadredna dimenzija, ko razmišljamo o tem. Tako. Hvala, da si to sploh začel, ker na neki ravni pa vemo, da so vse 4 razsežnosti pomembne, ker drugače ne bomo dobili spoznanja, drugače ne bomo dobili razvoja zavesti, drugače ne bomo mogli živeti naprej, torej razvoj zavesti, individualno, ki je pa enotna. Ta zavest ne more biti miselna, psihična, telesna, čustvena, ampak je enotna zavest, to je ena zavest. 3 vidiki celosti, tako da kako bo to mislil, to bo drugo. Ok, gremo na naslednjo, da ne bo časa zmanjkalo. Tako da lahko gremo na naslednji terminološki detalje, ker mislim, da imamo do 3, če se ne motim. Aha, to ni že kaj. Da je dovolj, če bi. Predsimbolno in metasimbolno, ne. Torej, Ošlaj govori o metasimbolne kot o točki ničnosti, nestrukturiranosti. In seveda razmisleka, ki pelje do, če imamo 4 dimenzije, sicer enotnega kogita, ki je se rodil z Descartom, potem imamo tudi 4 razsežnosti predsimbolne. Glede na to, da je ego simbolen, da je simboliziran, da je jaz, občutek jaza, kot bodi si na telesu, bodi si kot neko način razmišljanja, bodi si kot neka psihični ego, ki ga najdemo v sanjah, potem mora obstajati, torej on je simbolen, mora obstajati, pa definicionem tudi njegov predsimbolni, njegovo polje predsimbolnega, ki nanj vpliva. Torej to predsimbolno, ki ga je psihoanaliza poimenovala kot psihično nezavedno, ni razloga, zakaj ne bi bilo tudi intuitivno predsimbolno, telesni vidik predsimbolnega in miselni vidik predsimbolnega. Kant je recimo miselni vidik imenoval transcendentalna enotnost, v katero gre, se očisti in se vrne nazaj. Tu je razlika, za... Aha, torej v bistvu, da je vse deterni gost, da je to ta preslikava. Torej, iz česa se rodi moje telo? Iz ene celice, Torej, iz neke, mislimo, da je... Ta celica ima v sebi nek zapis, ki je neviden, ki je v DNK-ju, ampak
obstaja neko telesno predsimbolno, ki ga ne poznamo. To mislim, da je. Okay. Torej, to je vprašanje na razliko. Ja. Glede razlike. Okay. Zdaj pa še tisti dve temeljni vprašanji. Kaj že? Aha. Predsimbolno kot amorfno, narava predsimbolno kot polje. Aha, nezlomljene biti. Torej, ta tenzija, lahko ponovim. Prosim. Torej, v bistvu gre za neko tenzijo, ki je prisotna v analogiji, ali se pa tako vsaj zdi, Ja. kjer je v bistvu včasih predsimbolno opredeljeno kot nediferencirano, enovito in tako naprej. Na drugi strani pa se zdi, da v bistvu vseeno je to domena, kjer je neka razklanost, diaforičnost in tako naprej. In v bistvu na kak način to uskladiti, to je eno. Drugo pa, v bistvu, če je nediferencirano, enovito, zakaj bi sploh prišlo do kasnejšega razloma, zakaj bi se sploh karkoli premaknilo, če pa je diferencirano, v kakšnem smislu lahko karkoli oplaja, izpolnjuje in tako naprej. Torej, če sedaj sprejmemo, da so 4 oblike kogita, 4 razsežnosti sicer enotnega kogita, ki je izvorno Descartov kogito, čeprav je bil že pri Augustinu, potem lahko opazimo, da vse te oblike kogita niso enako diaforične. In da tako kot je diaforičen s svojim dvomom miselni kogito, ki je pri Descartes, pri Cartesiju in potem tudi kasneje pri drugih filozofih, ostali kogiti niso tako diaforični, to pomeni, da nimajo razdalje do življenja. Naprimer, če govorimo o telesnem kogitu, ki deluje, se obnaša, govori, joče, se smeje, on to dela v neposredni participaciji s tistim, kar ima. Torej, od tukaj ni razdalje do življenja. In zdaj, po eni strani, imamo diaforo v tem kontekstu, sekundarnem kontekstu, ki sem jo vzel došla, ampak v sekundarnem kontekstu, nekateri deli kogita so očitno diaforični, drugi pa niso. Tukaj so spet v istem problemu. Izpade vse skupaj kot zelo predalčkasta struktura človeka ali eksistence. Zmenjal sem idejo, kako so stvari medsebojno povezane. Tako je, ne. Kako zdaj, recimo, in telo medsebojno sodelujeta? Je še vedno skrivnost. Torej, ti vmesniki preklapljanja, torej, kaj doživljam s telesom, kako se s telesom učim znanja, veščin, kako s telesom počnem stvari, kako moja telesna dejavnost vpliva na moj Vse to so skrivnosti, ki se bojim, da nimamo odgovora. Ampak ta raven funkcioniranja, ki je vedno iz jaza, ker jaz je tisti, ki nosi naš kogito, je oboje enako pomembno. Vemo, naprimer, da popolnoma drugače razmišljamo, če smo lačni ali če smo siti, ne. Če smo naspani ali nismo naspani. Če smo zdaj tukaj ali smo v Moskvi. Ne. Ali pa v Peterburgu, ne. Tam nekje v parku. Ne, zdaj bo čudovito v Peterburgu, sta visoka drevesa. Mislim, zdaj ne vem, kaj si me vprašal pravzaprav. V bistvu samo hotel sem izpostaviti, da stvar ostane podobno problematična kot tisto, kar ste se prej pogovarjali. V nekem smislu deluje govorjenje o množstvu kogitov kot recimo nek opis, neka deskripcija, ker lahko nekaj, ampak ni pa v resnici recimo filozofske utemeljitve tega, pač kaj to pomeni. Seveda, legitimno je lahko kot opis, da pač izpostaviš neke 3 vidike, ampak, kot rečeno, so 3 otočki sredi širnega oceana, ki pa vsi prispevajo k razvoju zavesti. Nekje se stikajo. Kaj to pomeni? Ok, pa še zadnje vprašanje. Ne vem tega. Pa saj je bilo mišljeno bolj kot refleksija, da vidim, kaj razmer se giblje. Me zelo zanima. Zelo me zanima. Ok, pa še zadnje vprašanje, ki je vezano na to, skratka, to tenzijo, ne? Torej, vprašanje odnosa
oblikovanja Boga v metasimbolnem in pa predsimbolnem vprašanju skritega, tihega Boga, božanskega pri mojstru Eckartu. To pa ni bilo prej. Ne, to sem zdaj dodal. Tako začel. Ali Bog ustvarja človeka, ali človek ustvarja Boga? Torej, ali se Bog ustvarja skozi človeka, kar bi pomenilo, To je skozi da je v človeka. predsimbolnem nekaj, kar vstopa v človekovo simbolno dejavnost. In v tem smislu ne gre toliko za kreacijo svobodno človeka, Tako ampak je. nekaj, kar se udejanja po njem. Tako je. Ali po drugi strani je v bistvu to nekaj, kar je zgolj kreacija iz nekega amorfnega, karkoli že, a ne, in je lahko v nekem smislu kontingentna in poljubna. Kar pomeni, da je lahko mogoče recimo osebno, individualno zdravilna, ampak gotovo ne bo razrešilo nihilizma, ki je vezan ravno na to, da pač vsak ima na nek način svojo resnico in če ima vsak svojo resnico, pol ni nobene resnice, ker je itak vseeno. Pač fajn zate, ne? No, takšen je tudi lasten Bog pri Ulrichu Becku, ne? Ja. Na sociološko analizo, on pravi pač vsak ima svojega Boga, to je to. Ampak torej pri mistikih imamo Bog se udejanja skozi človeka v različnih stopnjah. Pri Eckartu je celo tisti vosek zgine, a ne, Bog se utiskuje sebe na človeško dušo do te mere, da vosek izgine, torej da neposredno pride do Boga, a ne. Sploh ni podobe, ampak to je Bog. Potem pri Sileziju imamo, torej postaneta nekako enakovredna, te dva, človek in Bog, ampak še vedno v medsebojnem dialogu. Pri Jegru, Willigis Jegr, to je ta bolj sodoben, ne, do pred kratka živeči, on pa prav pravi, Bog nastaja skozi človeka. Ne. Zdaj, nič od tega ni Jung, nič od tega ni Jungova podoba. Torej, noben Bog ne nastane, ampak torej on ima pravzaprav samo to, da ti, ko potuješ, ko greš vase, ko greš v zaokret vase, ko delaš na sebi, tvoj razvoj, to je tisto, skozi kar se uresničuje podoba Boga. To pa potem postane vse skupaj, se pravi, individuacija postane sveta. Ne vsebina, ne kvaliteta, ne neka konkretna osebnostna lastnost, ampak ta razvoj postane sveti razvoj. Zdaj, paradoksalno pri Jungu po Jungu ne bi ga človek našel v najnižjem, najbolj vsakdanjem, to se pravi, da prevedem, v najbolj preprostih zadevah živetja svojega življenja, mogoče najbolj, torej pranju perila na roke, vrtnarjenju, hoji peš, ne vem, pucanju stanovanja, čiščenju stanovanja. Torej v takih, torej najnižnejših, tam se potem rojeva neka svetost živetja svojega življenja, ki je pri njem podoba Boga. In to je pravzaprav, to je osebni njegov individualni Bog. Čakaj, ne bom zdaj. Aha, in pravzaprav ga ne ustvarja človek pri Jungu, ne. In se božanstvo, on večkrat pravi v Rdeči knjigi, da se božanstvo se uresničuje skozi človeka. Ampak ne tako, da pol nekdo postane, da se deificira, ampak da pravzaprav živi svoje življenje, pravzaprav mora za svoje življenje narediti, da bi ga živel. Da to prepoznamo, torej individualno volje, veselje do življenja, da delamo tisto, kar želimo delati. In s tem pravzaprav vse uresničuje naš individualni Bog. To je bila njegova glavna. Torej ni napisano naprej in tudi ga ne vidimo in je, torej ni utelešen. To. Tako da je vseeno bliže tisti prvi interpretaciji, Jung, torej te, ki ni konstruktivistična. Ne, torej ne ustvarja človek na ta način Boga, da bi ga pisal pa. Tako da je bliže Eckartu, ko moramo moliti Bogu, naj nas osvobodi Boga. Z dialogom. Se mi zdi, da je malo postalo. Moli, da se vodi Boga. Ok, v redu. V tej točki zaključila sem zahvalil za odgovore in predal žogico k profesor Borutu Ošlaju. Katerega vprašanja se v nekaterih ozirih se drugo vprašanje stikajo za določenih zadevami, kjer smo tle zaključili. Biva
ne biva, a je Bog bit, ali je Bog brez biti, a je Bog reč na sebi, ne? Torej, tukaj prihaja do ene velike spremembe, ko gledamo, kakšna je bila podoba Boga do novega veka. Torej, podoba Boga je bila takšna, torej srednjeveška podoba Boga, če tako rečem, srednjeveški model, metafizični model, ki je bil hkrati za filozofijo in teologijo. Bog je tisti, ki varuje človekovo bit. In ko on neha varovati človekovo bit, ne vemo, kaj se zgodi, ampak od človekovo življenje je odvisno od Boga. Do ene nove paradigme, ki mislim, da je kar pri vseh teh recimo zlasti pri recimo Jean-Luc Marion ima tudi Boga brez biti, torej ta Bog brez biti pomeni, da Bog ni več idol, tudi ni več vnaprej napisan in ga lahko dosežemo z ljubeznijo. Bog je lahko kvečemu ni nekaj, kar fiksira naš pogled, ampak je nekaj, kar je iza tega, kar vidimo. In torej ta Bog brez biti ne odgovarja več za, torej ni tisti več, od katerega bi bilo odvisno, ali pa ki bi bival kot reč na sebi. Tu bi se vrnil na dialoškost, torej, Da se nekova istočnice možne v različne smeri, bolj natančno vprašanje morda ni tako preprosto, kot se je zdelo na začetku. Gre samo za poanta je v tem, ali je pri Jungu, torej pri naši temi, možno v kontekstu Boga, njegovega razumevanja podobe Boga, govoriti o tem, da je ta Bog pri njem reč na sebi. To pomeni, tudi glede na prejšnje vprašanje, o katerih ste razpravljali za Sebastianom, ali je ta Bog tudi neodvisen od človeka, oziroma ali obstaja samo in izključno skozi njegovo samouresničevanje skozi človeka. To sem govoril, reč na sebi obstaja, pravi Kant, ampak o njej ne moremo govoriti. Pripihtajo reči na sebi ni, ker se v bistvu razblini v samem jazu in postavlja karkoli, skratka vsakem objektu, na katerega ta jaz intendira, je vsakem objektu se pravzaprav v celoti izražen kot ta subjekt. In ali je zdaj ta vprašanje podobe Boga, glede na to, da govorimo o Jungovi podobi Boga, ne govorimo o Bogu, govorimo o podobi Boga in še hujše govorimo o Jungovi podobi Boga. In ali ta Jungova podoba Boga obstaja na sebi, ali je to dejansko samo Jungova podoba Boga, tako kot pravi naslov same disertacije. In ali bi Jung rekel, ne, takšne kot jo. Torej, on je videl dve dimenziji, realnost duha časa, ki očitno deluje ne glede na vse. Torej, duh časa se poraja, spreminja, nihče ne ve zakaj, kako, zakaj je socialna izolacija, zakaj paradižnik več ne povzroča raka, zakaj jajca več ne in tako naprej, ne povzroča več holesterol, niso več nevarne za holesterol in tako naprej, pa so ista in tako naprej. Skratka, prepričanja, ki jih zagovarjamo na neki kolektivni ravni, ki se spreminjajo skozi znanost na eni strani in na drugi strani skozi neko popularno mnenje, neko gibanje, ki dejansko ne bi mogli reči, da ni stvar na sebi. To je bil približno njegov odgovor. In ki ga je treba ubogati. Ja. Ker drugače ne preživiš kot individuum. Ne moš iti tako. Ja, ampak to zdaj ni vprašanje Boga, temveč vprašanje preživetvenih zmožnosti nas individuuma. Skratka, tu se spet Bog skriva v nas samih. To ni dokaz tega, da ta Bog obstaja neodvisno od mene. To me je zanimalo pri Jungu, ali je mogoče pri njem, zlasti v njegovi rdeči knjigi najti mesta, kjer je bolj natančno eksplicirano Nesegovo ali pa vse čas, potem v bistvu se razblini podobno kot pri Fichtaju v sebstvu. Če pa po drugi strani spet, to je že drugo vprašanje, to je navezano potem na rano Boga, gre za vprašanje sebstva. Tam pa vendar ne kaže na to, da se ta Bog iz tega sebstva potem vendar lahko izloči, kljub temu, da skozi to sebstvo ta podoba Boga nastaja. Pri njem Bog nastaja, pri Jungu nastaja Bog skozi sebstvo, potem prihaja tukaj do neke tenzije, do neke napetosti, do neke rane, ki jo treba razrešiti.
Zato pridobimo v drugem vprašanju. Skratka, drugo vprašanje je to razmerje med Heglovim spoznanjem, tam je spoznanje rana, ki zdravi samo sebe, in podobo Boga pri Jungu, ki prav tako pomeni neko rano, od katere se je treba ozdraviti. Skratka, od Boga se je potrebno ozdraviti. Kaj to pomeni? Ali je to podobno kot pri Heglu ali gre za neko drugo obliko rane? Torej pri Jungu Bog se rodi skozi sebstvo, torej skozi celoto življenja, skozi dogajanje, ki ni samo v egu, ampak je tudi v ne-egu, torej v celoti, v sebstvu. In tako dogajanje seveda rani, ker je kontra našemu individualnemu, ali pa bi rekel ego življenju, ali pa naši zavesti. In potrebno je, on je torej videl, da je treba ločiti, na neki točki je treba ločiti sebstvo in podobo Boga. Skratka, da naša življenjska celota ima eno dinamiko, ki je najbrž ontološko pogojena, druga dinamika pa pravzaprav predstavlja drugost ali alteriteto, nekaj, kar nismo mi sami, ampak pravzaprav vse v odnosu s to podobo Boga potem naprej individuira. Če naj se mi ozdravimo Boga, in če je ta Bog najbolj boleča rana, kaj ostane potem po ozdravitvi, če je ta ozdravitev možna? Skratka, ozdraviti se moramo od Boga, ki je naša najbolj boleča rana. Kaj skozi ta proces zdravljenja pri Jungu ostane? Ja, kot sem jaz razumel Jungovo podobo Boga in kot sem jo interpretiral v disertaciji, je, da ga moramo pustiti, da pravzaprav tudi ni naš, da ona pač eno svojo dinamiko, s katero se moramo v dialoškosti pogovarjati. Torej, vendar je podobno, to je bilo vprašanje kot pri Heglu, da ta rana nikoli ni ozdravljiva, temveč vedno poglablja samo sebe. Se vrtimo znotraj tega istega principa. Tako kot bi lahko rekli, tudi če pogledamo celo zgodovino religij, mitologij, zlasti nam najbližjo svetopisemsko tradicijo, je celotna zgodba Boga pravzaprav bolj človeka z Bogom. Ker se na ne spopade med človekom in Bogom, lahko rečemo človekom in samim seboj njegovo predstavo ali podobo Boga. Tudi če gremo od stran abrahamskih religij, tudi znotraj politeističnih, arhaičnih, animističnih naprej, povsod imamo na delu neko izjemno napetost med človekom in predstavo Božjega, bodi si ima strukture ali lastnosti nekaj samosebnega ali ne. Ker se nam čas hitro teče in se moramo še dogovoriti, člani komisije, da nas ne bi predčasno vrli ven, samo še zadnje vprašanje na kratko, če nekaj spomnim, gre za tvojo našo tezo Jungovo podobo Boga kot osnovo za nadaljnje izgradnje filozofske postsekularne podobe Boga. Ali takšna podoba lahko služi kot temelj izgradnje nekega filozofskega koncepta? Pri tem vidiš potencijale njegovega koncepta, izgradnje neke filozofske postsekularne podobe Boga. Torej, so stvari, ki jih z delom na sebi, z okretom navznoter, to, kar je naredil Jung in tudi ni bil prvi v zgodovini, spoznamo in to spoznanje je tisto spoznanje, ki ni samo miselne narave, ki je psihične narave, ki je intuitivne narave, ki je duhovne narave in tudi dejanja, ki jih počnemo, so povezana s tem delom na sebi. In Jung je pokazal s svojim potovanjem, da je pravzaprav možno izgraditi svoje življenje in narediti sebe nekaj več. Zdaj, kako se bo to filozofsko reševalo, torej ni zadost miselni kogito. Najlepša hvala za vse odgovore, hvala publiki za potrpežljivo poslušanje. Naslednji korak je ta, da v bistvu se vsi razen članov komisije stranijo, da se mi dogovorimo o oceni in tako naprej, pa vas pokličemo nazaj.
čas. Ja.